Pahor z gospod Tanjo Pečar. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dragi mladi, najprej bi vas nekaj prosil. Danes je 3. december in kot vemo je to Prešernov rojstni dan, zato prosim, da vsi zaploskamo za to, da mu gre dobro. Kjerkoli je že. Respekt Prešernov! Midva s Trkajem kot vidva so si v marsičem različni, ne samo po velikosti. On otrok hip-hop kulture, urbane kulture, jaz akademik, univerzitetnik, kakorkoli mi že kdo reče, ali me zmerja s kako storilnostno veštijo, ki se ukvarja z učenjem mladine, ampak hvala gospod minister in celotni ministerski in celotna ekipa, da ste naju vzeli za ambasadorja kulture oziroma leta kulturne dediščine. Midva sva s Trkajem ugotovila, da se je treba znati pogovarjati. Tudi če smo si tako različna, kot smo si, da je treba znati tkati stezice do izročila, se vedno znova spraševati, v čem je izročilo tudi za današnjo generacijo, današnje moderne generacije, za današnji čas aktualno in zanimivo. In tako, za uvod in tudi v poklon Prešernu, najprej njegova glosa v Trkajevi reperski izvedbi. Upam, da vam bo všeč. Prosim za biti. Vse najboljše, France. 8. februar, zakaj? Ker smrt poeta je rojstvo cveta, ampak tudi rojen je v svoj namen in le začniva pri Homeri, prosuriva dnije stare, mrsobitja od utare, drugih pevcev zgodbe beri, nam spričuje Alighieri. Kako sreča pevce udarja, nam spričuje ta pisarja Luziade, Don Quixota, kakošne Parnasa pota, slepe, kdo se s petjem ukvarja. Kaj Petrarkov, kaj nam kasov, pevcev treba je prijetni. Slišimo od budicne v kletih, vprašat znanih kletih časov, komor mar prijetnih glasov, pismi, ki pojo Matjaže, poje okrog hrvaške straže, mar kar pevec Gauderije, mar čepelce roj štirje, kranec svojmu osle kaže, slepe, kdo se spet ukvarja. Kranec svojmu osle kaže, pevcu vedno sreča laže, on živi umre brez znanja. Kranec svojmu osle kaže, pevcu vedno sreča laže, on živi umre brez znanja. Slep je, on živi, lani je slepar starino še prodajal, nosil škatle, meril platno, trakna, bakle, letos skupi si grašino, da gre pevec v davno kino. Še naprej se pot mu kaže, nej si stinto, prste manže, nej ljubezen si obeta, nej ti leplika dekleta. Pevcu vedno sreča laže, vendar peti omejenja, grabte denarja, v kup gotove, kupovajte si gradove, nik živite brez trpljenja, kodar se ne bo razpenja. Grad je pevca brez vratara, njem zlatina, čista saja, srebrnina, roza trave, s tem posestvom brez težave. On živi umre brez znanja, slep je, kdo se s petjem ukvarja. Kranec svojmu osle kaže, pevcu vedno sreča laže, on živi umre brez znanja. Slep je, kdo se s petjem ukvarja, kranec svojmu osle kaže, pevcu vedno sreča laže, on živi umre brez znanja. Slep je, on živi in nej živi še na mnoge dni, kakor vas dobrih ljudi, ki ste v Narodno galerijo prišli.
dokler slišite, razumete in dokler se vam ob taki pesmi nasmeji, do takrat poezija nima skrbi, ker živi še posebej za mlade. Slepe, ko se s petjem ukvarja, hranec svojmu osve kaže, pevcu vedno sreča laže, on živi, umre brez znanja. Slep je, slep je, on živi. In kje so zdaj tisti, ki merijo platno trak na vatle, se v njih učimo, o njih govorimo, jih čutimo z bližino, ali včasih samo list papirja, kuli, ali nalivno pero, dovolj za kulturo. Super mix glosa, shit, fresh, za 2020. You sucker! Hvala lepa. Hvala. Spoštovani gospod predsednik Republike, spoštovani gospod minister za kulturo, spoštovani gospod podpredsednik Državnega zbora Primož Hanc, spoštovani gospod Zoran Stančič, predsednik slovenskega predstavništva Evropske komisije, spoštovani gostje, prijatelji, najprej želim vsem iskreno čestitati ob kulturnem prazniku in se vam zahvaliti za res zelo velik obisk. Danes slovesno odpiramo leto Evropske kulturne dediščine, ki ga je razglasila Evropska komisija z namenom, da opozarja na pomen kulture pri oblikovanju skupne evropske identitete, skupnih vrednot. Besedo predajam ministru za kulturo, ki bo več o tem povedal. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, spoštovana gospa direktorica, spoštovani podpredsednik Državnega zbora, spoštovani gospod Stančič, predstavnik Evropske komisije. 27. aprila letos je Evropska komisija razglasila Evropsko leto kulturne dediščine. Sam razumem to kot plod nekega razmisleka in tudi vprašanja o identiteti Evrope v luči vsega tega, kar se danes v svetu dogaja, v luči globalizacije, v luči selitve centrov moči po planetu in vsi ti razmisleki so pripeljali, kot rečeno, do spraševanja o tem, kaj je pravzaprav identiteta Evrope in kot zanimivost in zelo pomenljivo dejstvo naj omenim, da so tudi prebivalci Evrope v najnovejši raziskavi Evropskega Eurobarometra prepoznali kulturo kot tisto ključno vezivo, kot ključno točko identifikacije Evropejcev in Evrope. V skladu s tem je tudi ta razglasitev Evropskega leta kulturne dediščine, ki je Evropska unija že ves čas posveča veliko pozornost. Sama ta razglasitev najbrž pomeni tudi prepoznanje, da se Evropa ob vsej kulturni raznolikosti, ki je za Evropo značilna, v jezikovni raznolikosti, vendar mora iskati neko točko identifikacije, točko, ki postaja središče samočutenja, samorazumevanja, zato da bo lahko ohranila položaj v Evropi kot videti civilizacije pripada. Če porečemo kulturno dediščino, si običajno predstavljamo predvsem ruševine gradov, predstavljamo si stare zgradbe, mogoče še izkopanine, v katerih se dokopljajo arheologi, ampak kulturna dediščina je seveda še marsikaj drugega in veliko več. To so tudi običaji, po katerih se ravnamo, to je kultura opremljanja naših stanovanj, hiš,
to je kultura naših našega medsebojnega pozdravljanja. To je cela vrsta veščin, ki smo jih podedovali iz preteklosti in ki jih ohranjamo, vzdržujemo. To je izročilo, ki je ohranjeno v ljudskih in umetnih pesmih iz preteklosti, v pisani kulturni dediščini. Skratka, brez kulturne dediščine, ki je pravzaprav materializirana, dostikrat tudi nematerializiran spomin celotne skupnosti, nas pravzaprav ni. Smo na nek način brez osebnosti, brez zavesti o samem sebi in zaradi tega je kulturna dediščina tako pomembna, tako z nacionalnega vidika, z vidika nacionalne kulture, kot z vidika evropske, kot rečeno, identitete in samozavesti. Glede na pomembnost Evropskega leta kulturne dediščine in glede na pomembnost kulturne dediščine me posebej veseli, da se temu praznovanju, ki bo trajalo celo leto, priključujejo tudi iz drugih sektorjev življenja. Posebej bi rad izpostavil, da je naše poslanstvo Evropskega leta kulturne dediščine prepoznala tudi ena od pomembnih slovenskih gospodarskih družb. Gre za podjetje Kostela d.o.o., ki je kot sponzor vstopila v ta projekt in kar bo čez nekaj minut predstavil tudi direktor podjetja, gospod Luka Velikovič. Že zdaj in naprej hvala za njihovo prijazno gesto. Zahvaljujem se tudi Radio Televiziji Slovenija in generalnemu direktorju Igorju Kaduncu, ker so se odločili za to, da bo RTV medijski sponzor projekta in da bo skozi vse leto podpirala z različnimi vsebinami in storitvami. Seveda gre še posebna zahvala naši današnji gostiteljici, dr. Barbari Jaki, direktorici Narodne galerije in njeni ekipi, kot seveda tudi našim današnjim nastopajočim, gospodu Roku Trkaju in dr. Igorju Saksidi, ki sta nas tako učinkovit in simpatičen način popeljala v današnjo slovesnost. In boste vse leto tudi ambasadorje Evropskega leta ter plesalcem metliške folklorne skupine Iva Navratil, ki so uspeli ponovno obuditi znamenite belokranjske buzemske plese in to tako odlično, da bodo v najkrajšem času uvrščeni na seznam nesnovne dediščine državnega pomena. Na koncu mi dovolite, da vsem zaželim lep preostanek tega veselega dneva kulture, ko se spominjamo Prešernovega rojstnega dne in kar največ lepih in vznemirljivih doživetij in spoznanj v letu kulturne dediščine 2018. In ko smo že pri napovedi leta 2018, izkoriščam to priložnost, da že danes želim vsem čim bolj vesele praznike in srečno in uspešno leto 2018. Hvala. Nikve
Moschina,